Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v še eni domači oddaji Pot poti. Tokrat bomo začeli na Ptuju. Na Savinjski dolini bomo si pogledali en lep blagoslov Pol in kar na začetku bi pravzaprav predal besedo oziroma toplo pozdravljam Slavka v naši domači oddaji Pot poti, ki verjamem, da bo znal veliko lepega, dobrega povedati in Bog živi v naši domači oddaji Pot poti. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Sem minorijski pater Slavko Krajnc. Izviram iz številne družine, iz katere so kar dva duhovnika. Otroštvo sem preživljal v Sovjaku, tukaj blizu, nedaleč stran, torej v župniji Svetega Wolfganga v Slovenskih Goricah. Potem sem šel seveda na študij v Ljubljano, v gimnazijo in potem po gimnaziji 2 leti teoloških študijev na teološki fakulteti v Ljubljani. Nato sem šel v Rim, kjer sem 3 leta opravil teološke študije in bil tam tudi posvečen za diakona. Nato sem se odpravil na pastoralno leto v župnijo Marija Hil v Gracu in tako tam opravil 6. letnik teološke fakultete. Potem sem se spet vrnil v Rim, kjer sem tudi dokončal študije iz liturgike. Ko sem se leta 1993 vrnil v Slovenijo, sem prišel v tukajšnjo župnijo Svetega Jurija, kjer še sem danes. Medtem pa sem že naslednje leto, od leta 1994 do danes, 16 let, že predavam liturgiko na Teološki fakulteti v Ljubljani, pa tudi na oddelku v Mariboru. V tem času sem tudi kar 5 let hodil pomagati na minorijsko teološko fakulteto v Roman, v Romunijo, kjer sem prav tako predaval v sklopih tako en mesec ali mesec pa pol skupaj liturgiko. Jaz sem kar vesel, da ste danes z nami, da se mi naši gledalci oddaje Pot poti pripeljali tukaj k vam na Ptuj, z namenom, da nam pravzaprav poveste, kaj je to procesija in kakšen je njen namen. Ja, procesije spadajo med tako imenovane romarske pobožnosti, to so na primer križev pot, romanja kot takšna v različnih oblikah. Seveda za procesije pravimo, da so nekaj povsem obče veljavnega, obče človeškega in odkar je človek, so procesije v različnih seveda oblikah. Vsi narodi poznajo različne procesije. In kristjani so prav tako uvedli ta način izražanja ali povezanosti najprej med seboj in pa izražanja hvalnice Bogu že takoj po Milanskem ediktu leta 313, ko so dobili svobodo, da so lahko manifestirali tudi navzven svojo notranjo prepričanost, svojo vero in pripadnost Bogu. In tako imamo, seveda se tudi pred letom 313 so se kristjani lahko udeleževali raznih drugih, ne tako religioznih procesij, pa tudi na primer že vsak pogreb je sestavljen iz posebne procesije, kar so se lahko kristjani že od vsega začetka udeleževali. Vsekakor pa so pozneje, že v 4. stoletju, 5. stoletju uvedli v samo bogoslužje raznovrstne procesije. In najstarejše procesije, že iz 5. stoletja, so tako imenovane prošnje procesije, v kateri torej prosimo Boga za blagoslov, za varstvo, za zdravje
dušno, telesno zdravje, potem zdravje pri živini. So pa tudi prošnje procesije pozneje ex voto ali zaobljubne procesije, ko smo s prošnjami procesijami nekako dobili določen blagoslov, določene darobe, ali smo bili obvarovani tega ali onega in podobno. Potem so sledile zahvalne procesije ex voto, naprimer tudi tu na Ptuju na gradu imamo eno sliko, ki predstavlja eno zanimivo procesijo ex voto, kjer torej iz 18. stoletja, mislim, da leta 1745, kjer se je mestni svet in mestno ljudstvo zahvalilo Bogu, da jih je obvaroval nesreče, namreč Drava je zaledenela in ti mogočni ledeni kvadri bi lahko odnesli tudi lesen most. In tako so naredili ravno na most procesijo in Bog jih je obvaroval teh preizkušenj. Skratka, pri procesiji je pomembno naslednje. Najprej, da slovesno izpovemo svojo vero, potem, da se zahvalimo za prejete dobrote in da ga prosimo za Božje varstvo ali pa za druge potrebe. Naši gledalci si bodo po najnem pogovoru pogledali eno lepo procesijo v Ljubnem ob Savinji, tu po polih za blagoslov pol, in zelo zanimivo se mi je zdelo, kako so mladi se to pripravili zvesto, seveda pod vodstvom domačega župnika. Ampak kdaj so pravzaprav procesije v župnijah? Naše procesije seveda so ob določenih praznikih in pomembnih trenutkih. V prvi vrsti pa moramo reči, da vsako bogoslužje na nek način vsebuje določene procesije in naprimer tako imamo slovesni vhod v cerkev ob določenih praznikih ali pa obredniki predvidevajo, naprimer pri krstu, pri birmi, pri mašniškem posvečenju ali pa pri novi maši ali pa pri pogrebu. Potem imamo razne praznike, kot je to na Svetnico, na velikonočno vigilijo ali na velikonočno jutro, stajensko procesijo ali seveda tista procesija, ki je nekako najbolj v ospredju zmeraj, je telovska procesija in podobno. Lahko so pa tudi seveda drugačne procesije, kot so s relikvijami svetnikov ali pa s lučkami. Naprimer na Ptujski gori imamo vedno pred praznikom 2. julija procesijo okrog cerkve ali pa tudi sicer po vasi z lučkami, ali lahko pa so tudi kakšne spokorne procesije ali pa tudi križov pot je na nek način procesija ali pa na kakšno kalvarijo in podobno. Torej je veliko možnosti za razne procesije in s tem razodevanje naše vere tudi navzven. Kako je bilo s procesijami v zgodovini kraja? Je bilo nekoč več, manj? Ja, seveda vemo, da je že bilo življenje nekako naših prednikov pogojeno od bogoslužja in sploh vseh cerkvenih praznikov. Po drugi strani je njih življenje bilo tudi odvisno od raznovrstnih romanj, kjer so v procesijah, romanje nikoli ni bilo posamično, ampak v procesijah, kjer so vodili na določene božje poti in tudi tam upravljali pobožnost procesij. Potem seveda, če pogledamo v naše oznanilne knjige po raznovrstnih župnijah,
za nazaj, naprimer, potem imamo zapisane ali opisane te procesije in sicer imenujejo se inicije. Inicijo pomeni z latinščine začetek. To so predvsem prošnje procesije, ki so bile navadno poleti in sicer ob večjih nevarnostih neurja ali pa slabe ledine ali pa suše ali pa, kako pravimo, oblakoti in vojnah. Inicije so torej prošnje procesije in vsebujejo 4 postaje in s tem tudi 4 oltarje, hkrati pa seveda tudi 4 začetke evangelijev. In ravno potem, da tam beremo začetke evangelijev ali so brali začetke evangelijev, so se te procesije imenovale inicije. Danes oziroma mi že od leta 1920, ko smo dobili novi obrednik v slovenščini, že takrat so potem spremenili te evangelije, kjer niso samo začetke evangelija, ampak so te procesije dobile bolj evharistični značaj. Zato tudi telovska procesija, ki sprva ni imela sestavin prošnje procesije, to je teh 4 evangelijev, 4 postaj, ali pa tudi prošnje in blagoslov na 4 strani neba. Torej vsega tega ni imela in je s tem prav pod vplivom prošnjih procesij tudi telovska procesija dobila ta značaj. Kaj pomeni to, da župnik blagoslavlja polja? Kakšne sadove tak blagoslov prinaša ljudem? Ja, v prvi vrsti moramo, če govorimo o blagoslovu, poudariti to, kaj blagoslov je. Blagoslov že z etimološkega vidika razodeva blago govorite. Tako je blagoslov v prvi vrsti hvalnica Bogu in prošnja za Božje varstvo. Navadno mislimo samo, da je to prošnja, ampak ne, mi smo nekako dolžni najprej počastiti Boga in ga potem se mu zahvaljevati in ga potem šele prositi. Tako je v blagoslovu omenjate pol. Je vsekakor, ljudje najprej mislijo in so osredinjeni zgolj na polja, vendar vsak blagoslov je osredinjen predvsem na človeka. In ne na polja, ne na to, da ta prostor ali ne vem kaj že blagoslavljamo, ali to kapelico, ne. Osredinjen je predvsem na človeka, ki se bo ob tej kapelici, ob tem takšnem ali drugačnem znamenju ali prostoru ali pa ob poljih seveda častil Boga in da bo deležen Božjih milosti. Torej, biti deležen blagoslova pomeni biti sprejet v Božjo bližino in biti okrepljen z Božjo milostjo. Z nami v naši oddaji Pot poti je tudi veliko gledalcev, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Predvsem je oddaja zanimiva za tiste mlajše, ki vse teh procesij niso zaradi let udeleževali, predvsem v mestih. Je pa zanimivo, koliko sem bil na procesiji na Ptujski gori pri Sveti Emi, tu, kjer so mladi v Ljubnem Savinji pripravili vse. Zelo me je prevzelo to, da ljudje tako zvesto, skoraj ne moš najti tega izraza, da so tako pripravljeni, oziroma da čutijo to intenziteto, da je to potreba. Ja, kot sem že prej poudaril, procesija je nekaj obče človeškega. Odkar človek obstaja, so bile procesije in tudi danes imamo procesije, ki sicer nažalost nimajo predznaka Boga ali cerkve ali vere, so pa procesije. Naprimer, današnje pohodništvo je prevzelo
vse sestavine prave procesije. Naprimer, v pohodništvu se združuje in ustvarja, krepi občestveni značaj življenja in občestvo kot takšno. V pohodništvu se vede ali ne vede zahvaljujemo Bogu za vse, kar je, kar obstaja, torej za stvarstvo, pa tudi za stvarnika v določenih segmentih in na določen način. Potem pohodništvo ima cilj, da ohranimo zdravje, dušno in telesno. Pohodništvo ima prav tako spokorni značaj. Mnogi gredo v teh procesijah, se znojijo, da bi ohranili zdravje ali pa da bi odložili odvečno telesno težo, da bi odložili raznovrstne probleme in podobno. Vse to so temeljne sestavine krščanske procesije. Tako da danes sicer procesija, ki je nekaj občečloveškega, je zmeraj navzoča, vendar nekako dajejo mnogi drugačni predznaki. Je teh procesij v Sloveniji več kot v drugih krščanskih državah? Tega konkretno ne bi znal. Seveda, pri nas je bodisi planine, bodisi narava in razne stvari seveda zelo privabljajo in še posebej mladina najde nekako samega sebe in smisel druženja in življenja tudi v najrazličnejših seveda procesijah. Dosti krat rečemo, da kakšno mladino imamo, samo verjetno smo mi tisti, ki bi morali biti drugačni vzorniki do mladine. Saj to je tudi en pokazatelj v Ljubnem Savinji, v tej župniji, kjer so pravzaprav mladi vse pripravili, pa ne da jih hvalim, Bog ne daje, ampak je to nekaj, kar človek samo gledano. Saj jaz sem tako gledal. Je seveda pomembno je, da danes damo mladim odgovornost. Najrazličnejših segmentih. Bodisi da pripravljajo določene liturgične stvari, kot so procesije in podobno, bodisi da organizirajo posebne stvari. Čudovito se danes obnese naprimer oratorij in tukaj morajo imeti mladi 90% vse odgovornosti in navadno speljejo veliko boljšega kot pa kakšen duhovnik. Kaj bi na koncu podaje Pot poti položili našim gledalcem na srce? Ja, če govorimo o procesijah, potem vemo, da je že starozavestni človek bil človek, ki je bil zmeraj na poti. Še toliko bolj pa je seveda novozavestni človek ali kristjan tisti, ki navzven razodeva svojo vero tudi s pomočjo procesij. Seveda procesija ni neko usiljevanje svetega, ni nekaj, kar želi triumfalizem. Torej, procesija ne sme izveneti v nek triumfalizem, še manj pa ustvarjati neko posvetno kulturo. Procesija mora razodevati duhovnost, zmagoslavje duha, svetosti in seveda naše pripadnosti Kristusu. In vsaka procesija razodeva hrepenenje po Bogu. Nekaj podobnega je zapisal tudi velik indijski pesnik Tagore. In menim, da vsaka procesija razodeva prav ta krik, o katerem govori. Pravi takole:
kakor noč, ki v žalostnem mraku zakriva željo po luči, tako vstaja globoko v meni krik: potrebujem te, samo tebe, moj Bog. In to je tudi procesija. Glavno poslanstvo je, da oznanim to, kar sem, ali še več, da postajam vedno bolj to, kar sem, kristjan. Zahvaljujem se Pater Slavko iz srca za pogovor v svojem imenu, v imenu naše televizije in seveda v imenu naših cenjenih gledalcev za te plemenite misli, ki ste podelili z nami. Res pokloni. Hvala lepa tudi vam. Spoštovane gledalke, sedaj pa sledi pesem, zatem sledi pogovor z mladimi iz Ljubnega v Sloveniji, ki so pripravili vse za blagoslov. Pol z Najsvetejšim in tudi gospodom župnikom Martinom bo z nami in potem se boste ogledali posnetek procesije. Rad bi se vsem zahvalil za sodelovanje v današnji oddaji in želim dober sprejem oddaje. Z Bogom.
posud. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Naj ti Gospod, dobri Bog, pokaže svoj obraz in se te usmili. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Naj Gospod obrne k tebi obličje svoje, naj ti podari svoj mir. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Najvišji vsemogočni Bog, razsvetli moje srce, podari mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen. Iskreno ponižnost mi daj, razumnost in modrost, da bom kot služabnik zvesto spolnjeval tvoje zapovedi. O mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod, chwala Ti, o mój Gospod. Da nam słońce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zveze in za luno, hvala Ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala Ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala Ti, o moj Gospod, in jih na vsem, ki so v Tebi. Hvala Ti, o moj Gospod, 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 hvala Ti, o moj Gospod. Hvala Ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji.
za pogumne v trpljenju. Hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in blagoslovo. Hvala ti, o moj Gospod, o življenje začeli se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel po življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudem. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomenim sem se stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani gledalke in gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti, smo v župniji Ljubno v Savinji. Lepo pozdravljam tukajšnjo Andrejo Venko in prosim, da še našim gledalcem oddaje Pot poti tudi predstavi. Moje ime je Andreja Lenko, prihajam iz Ljubnega v Savinji. V župniji Ljubno v Savinji sodelujem kot bralka. Včasih sem sodelovala kot animatorka, danes se pa predstavljamo z mladimi iz Primoža, Savine in pa Tera z Lepo nedeljo oziroma Konstancijevo nedeljo, ki je naš zavetnik. Kaj ti pomeni sodelovanje v procesiji? Sodelovanje mi pomeni veliko lepega, tako verjetno tudi vsem ostalim mladim, da lahko sodelujemo in da se enkrat na leto pokažemo na Lepi nedelji, ki jo organiziramo sami in tudi sami okrasimo cerkev in pa priredimo procesijo. Morda še povabilo za naše mlajše gledalce oddaje Pot poti? Ja, mislim, da bi bilo lepo, da se tudi ostali, se pravi drugi občani in občanke in tudi drugi iz drugih krajev pridejo in ogledajo našo procesijo in Lepo nedeljo. Hvala lepo. Sedaj bi pa prosil Silvo Brglez, da se mi na kratko predstavi. Ja, jaz sem Silvo Brglez, sem študent, v župniji Ljubno sodelujem pri pevskem zboru, pri mladinskih sestankih. Sodelovanje v procesi pomeni nekaj lepega, dobrega. Mislim, da bi vsak mlad moral sodelovati v tej procesi in držati tradicijo, da ne propade.
Povabil bi pa vse, tudi tujce, da se ogledajo ta lep običaj iz Ljubnega, pa da se udeležijo zadnje nedelje v avgustu, pa pridejo pogledati. Točno tako, hvala lepa. Lepo pozdravljam Mihota, prosim ga, da se mi na kratko predstavi. Sem Miha Tostovršnik, doma iz Ljubnega v Sloveniji, prav tako študent. V župniji sodelujem pri raznih organizacijah dogodkov, kot je ta in nasploh pri nedeljskih svetih mašah na različne načine. Pri procesiji sodelujem pri pripravi dogodka, pri nošenju bander. No, na koncu bi še druge mlade, ki nas sedaj gledajo preko televizijskih ekranov, povabila v ta lep, prijeten konec Slovenije. Iz drugih župnij, da se ogledajo ta prekrasen dogodek, ki ga na Ljubnem gojimo že več rodov in mogoče tudi na cvetno nedeljo ga pridejo, ker je posebnost ljubljanske Butare. Tako, spoštovani gledalci, vi ste lepo povabljeni in dobrodošli. Tebi pa hvala lepa za pogovor. Sem Marjeta Zagožen, sem dijakinja Škofijske gimnazije. Danes imamo lepo nedeljo, to je Konštancijeva nedelja. Procesija mi pomeni sodelovanje pri tej lepi nedelji, da se mladi še bolj povezujemo in da je to dogodek, ki ga sami mladi pravzaprav pripravljamo. Povabila bi pa vse tudi iz drugih župnij, da bi prišli pogledati to našo tradicionalno Konštancijevo nedeljo. Hvala lepa za pogovor. Lepo pozdravljam Boruta, morda bi se nam na kratko predstavil. Sem Borut Budna, prav tako prihajam iz Ljubnega, sem dijak šolskega centra Celje, rad igram harmoniko in predvsem sodelujem v naši župniji. V naši župniji sem predvsem aktiven zadnji 2 leti kot bralec Božje besede in častilec Najsvetejšega. Prav tako sem aktiven z mladimi. Letos smo obiskali kar nekaj vrhov, kot naprimer Storžič, Češko Kočo in Raduho. Morda bi še jaz tole izkoristil. Kako pravzaprav vidiš na eni strani Sveto mašo, lepote gora, planin, to verjetno gre skupaj? Ja, seveda se pravi, da je v gorah največja katedrala sveta za mašo. Morda bi še povabila vse tiste gledalce, ki so z nami preko televizijskih ekranov, k vam na tole lepo procesijo. Ja, predvsem bih rad povabil k molitveni uri in k čaščenju Najsvetejšega, ki je vsak ponedeljek pred mašo in tudi na našo tradicionalno cvetno nedeljo in to Konštancijevo. Hvala lepa in vse dobro ti želim. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika. Morda kakšna beseda o procesiji, o tem lepem dogodku, ki se dogaja pri vas? Ja, v župniji Ljubno imajo že dolgo stoletno tradicijo Konstancijeve procesije, ko odnesemo tudi najsvetejše procesije in častimo sveti sakrament, ter tudi nosijo kip svetega Jožefa, kajti kapela v tej cerkvi je zelo lepa, baročni stil, oziroma že skoraj rokoko. Sodelujo pri procesiji lučarji, oziroma jih navdušujem, da nosijo kip svetega Jožefa prav ljudje, kateri imajo ime po svetem Jožefu. Potem procesi seveda sodelujejo vsi razni animatorji, voditelji skupin, najbolj pa seveda mladi, ki pripravijo cerkev in organizirajo samo procesijo, vodenje, berejo Božjo besedo, prošnje, berila in tudi potem z ponosom nosijo ta bandera in res se veselijo vsako nedeljo, da smejo biti aktivni sodelavci župnije. Morda, preden si naši gledalci še ogledajo tole procesijo, bomo še povabila vse gledalce, kateri so z nami, da morda naslednjo leto pridejo, pogledajo, kajti verjamem, da bodo tudi videli ne samo lepote narave, tudi lepo urejene cerkve in tudi
tole lepo procesijo. Ja, prav gotovo se hodijo vsem na to procesijo tudi iz Celja in drugih krajev, ker imajo za obljubo, da se pridružijo prošnji za primerno vreme, da polje dobro obrodi, kajti sveti Konstanci je zavetnik rodnosti, žita, pšenice, vsega, kar človek potrebuje za vsakdanji kruh. Gospod župnik, pokloni za pogovor in obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Hvala vam in vsem poslušalcem in gledalcem. Ki je med nami navzoč v najsvetejšem sakramentu. Prosimo ga za cerkev in za njeno rast v svetosti. Gospod z vami. In svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel, jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene. Kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda in pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem samo od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. To je Kristovo evangelij.
Hvala tebi, Kristus. Je pričejoč med nami pod podobo kruha in ga prosimo. Kristus, živi kruh iz nebes, tvoj duh naj navdihuje in podpira papeža, škofe, duhovnike in druge odgovorne pri oznanjevanju evangelija. Kristus, kruh življenja, podpira vse, ki se trudijo, da bi mlademu rodu privzgojili prave vrednote. Kristus, slavljen pod podobo kruha in vina, da je vsem vernim odprto srce, da bodo pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Kristus, češčen v najsvetejšem zakramentu, pomagaj nam, da bomo s svojim življenjem širili Božje kraljestvo. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolni ljubezni in reši vsega hudega, da te bo hvalila, slavila zdaj in vekomaj. O Jezus, sladki moj spomin, veselje sočni pravočin, nad grehi posladkosti vsem, navzočnost tvoja sladka je. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in sočloveško družino. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil medne in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, Kristus nam daje svoj mir, polni hvaležnosti ga počastimo in zaupno prosimo. Gospod, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Svojo močjo podpirajo vse, ki se trudijo za mir na svetu. Gospod, prišel si na svet,
da bi ljubezen zmagovala nad sovraštvom. Bodi blizu vsem, ki trpijo zaradi pomankanja ljubezni. Gospod, oznanjal si Božjo ljubezen do vseh ljudi. Zbudi čut za dostojanstvo sleherne osebe, tudi pri tistih, ki človekovih pravic ne spoštujejo. Gospod, za nas si šel v trpljenje in smrt. Privedi na pot spoznanja resnice in iskrenega kesanja vse, ki, obteženi z grehom, ne najdejo pravega miru. Gospod, na križu si molil za svoje sovražnike. Usmiljeno se ozri na tiste, ki ne znajo odpuščati, in jim odpri srce za resnično spravo. Gospod Jezus Kristus, hvala ti za mir, ki nam ga daš zdaj in vekomaj. Bodi naša slava. Varuje in ohranja naš kraj, našo domovino in vso človeško družino, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Najvišji vsemogočni Bog, razsvetli moje srce, podari mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen. Dela. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal prilika. Dejal je, sejalec je šel sejat, ko je sejal, je nekaj semena padlo na pot, priletele so ptice in ga pozobale. Drugo je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce šlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno 100-ternega, drugo 60-ternega in spet drugo 30-ternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, nebeški Oče ve, česa potrebujemo, obrnimo se nanj in ga prosimo. Nebeški blagoslov naj varuje in ohranja naš kraj, našo domovino ter sadove zemlje, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Miłość nasze, do oczy
ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, da nam sonce vsak dan sija in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospod. Za vse zveze in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavil, hvala ti, o moj Gospod, in jih dal vsem, ki so v tebi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš duh sahrani. Za pogumne utrpljenje, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, o življenje svečeni se. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti. Hvalimo, častimo in slavimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je med nami navzoč v najsvetejšem zakramentu. Nanj se obrnimo tudi s prošnjo, da blagoslovi naš kraj in vse njegove prebivalce. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Evangeliji. slava tebi, Kristus. Bratje in sestre, župno se obrnimo k našemu Gospodu Jezusu Kristusu in ga prosimo. Gospod Jezus, ko ti izpovedujemo svojo ljubezen, te prosimo, varuj prebivalce tega kraja, da bodo vedno čutili tvojo bližino in naklonjenost. Gospod Jezus, ko ti danes izkazujemo čast, te prosimo, podari prebivalcem tega kraja, da bodo povezani v ljubezni, obhajali spomin tvoje smrti, v živi veri izpovedovali tvoje vstajenje in v trdnem upanju pričakovali tvoj prihod v slavi.
Gospod Jezus, prosimo te za naše trpeče brate in sestre, naj ne obupajo v preizkušnjah. Z očetom Duhom Svetim naj doleti slava vekomaj. In Sina in Svetega Duha.